En lep dober večer želim, kot sem napovedala že v zadnji oddaji, danes je znova z nami Jakob. Živijo, Jakob, dobrodošel. Dober večer. Imam posebno presenečenje zate. Saj nimam rojstnega dneva. Bil si na dopustu, Res vmes so je. se nabrala vprašanja. Brada mi je zrasla. Res je, lasje so mu zrasli, Tudi to. malo bolje zagorel, nekaj koktejle, pa ples si obljubljal. Tako da, glede pa na že vse strah. to, zdaj hoče videti, se ga poznam. Glede na to, da smo rekli, da boš ti, no bom rekla zvezda, ne, ampak da boš ti središče oddaje, tole niso vprašanja, ki jih boš ti postavljal meni, ampak pravzaprav nekaj, kar si ti napisal in bi bila zelo vesela, če bi podelil z nami in potem bom jaz tebi postavljala nekaj vprašanj. A kdo ve, zakaj se gre slučajno? Hitro pošljite SMS. Na Jaz rabim številko. podnapise. Torej, v zadnjem mesecu jaz verjamem, da ste tudi vi videli ta zapis na Facebooku, ker je okej. odjeknila po celem internetu. Jaz sem bila tako ponosna. Prvo zato, ker mi je sam zapis res izvrsten, drugo zato, ker je končno tudi dobil mesto na internetu. In bi te potem o tem malo vprašala, kaj si hotel povedati, kaj si hotel izraziti. Tudi reakcije Zdaj vem, so bile zakaj se gre različne. približen. No, tako zdaj ušel nam ne bo. Ne. Tako da za začetek bi te lepo prosila, če za vse nas najprej prebereš. A to, kar se... Tako, izvoli. Lepo, da si pripravila, ker Undercover. na pamet ga pa ne vem. Tako da. Skratka, ja, to je bil zapis, ki sem ga delil na socialnih omrežjih in potem je bilo kar nekaj. Bum! Potem je bil on na poroki, vmes je pa cela Slovenija to brala. Bilo je celo na Sensi. Ne na svoji poroki, sam tok, da... No, to bi pa malo drugače obeležili. Tako bi ga numerološko pogledali, kaj vse se da izračunati in ne. Tako da ne, to še ne. To še pride, čaki. To pa je res. No, beseda No, je pa tvoja. dajmo. Sporočilo. To je nujno sporočilo vaše vlade. Kot veste, smo sredi globalne zdravstvene krize. Zato smo enostransko in enoglasno v parlamentu sprejeli naslednje odločitve. Nakup tobačnih izdelkov med pandemijo, ki napada naše dihalne organe, ne bo mogoč, saj predstavlja očitno nevarnost za zdravje vseh. Ker alkohol dokazano zmanjšuje sposobnost in odzivnost imunskega sistema, bo nakup začasno onemogočen. Restauracije z nezdravo, hitro hrano bodo do nadaljnjega zaprte, saj ne prispevajo k izboljšanju zdravja. Namesto tega bomo državljanom s subvencijami, lokalnim pridelovalcem omogočili dostop do brezplačne sveže zelenjave in sadja. Iz trgovinskih polic se bodo umaknila visoko procesirana živila s prevelikimi vsebnostmi sladkorja in nezdravih maščob. Na dom boste lahko brezplačno prejeli prehranska dopolnila, kot so vitamin D, vitamin C in cink. Spodbujamo vas, da se čim več smejite in se družite s svojimi najbližjimi, ki vas osrečujejo, ker bo to prispevalo k krepitvi vašega imunskega sistema, tako kot preživljanje prostega časa na svežem zraku v čudoviti naravi naše dežele. Vse televizijske oddaje in ponudniki pretočnih vsebin, ki predvajajo vsebine polne trpljenja, groze in slonijo na distopičnih scenarijih, bodo umaknjeni, dokler se globalno zdravstveno stanje ne izboljša. Saj pozitiven pogled na svet, čustvena in mentalna stabilnost in fokus krepijo vaš imunski sistem. Priporočamo vam, da se raje kot pred televizijo zadržujete na soncu in se gibate. Vsa podjetja, ki bodo poskrbela za zadostno gibanje znotraj delovnega časa, bodo oproščena določenega dela plačila dajatev in bodo lahko s povečanjem plač še dodatno motivirala svoje zaposlene za bolj zdrav način življenja. Vse ponudnike športno-rekreacijskih storitev prosimo, da v teh težkih časih za 15% znižajo svoje cene, da ostanejo odprti in omogočijo gibanje čim večjemu številu ljudi. Veseli bomo pomoči vašega osebja pri pripravi brezplačnih gibalnih delavnic, ki jih bomo organizirali za tiste, ki si organiziranih vadb ne morejo privoščiti. Mednarodne trgovinske verige in korporacije bodo začasno omejene v poslovanju, ker želimo dati priložnost za preživetje domačim, majhnim in družinskim podjetjem. Ker se zavedamo, da smo v časih, ko so finančne stiske velike, bosta policija in redarstvo prenehala z deljenjem obvestil za minorne prekrške, čas pa bosta namenila za pomoč malim lokalnim podjetjem in posameznikom potrebnim pomoči. Elektrika, plin, voda, ogrevanje, komunalni prispevki bodo znižani za 50%, dokler bo vladalo izredno stanje. Skrbi nas za vas. Radi vas imamo in želimo si, da bi se združili, si medsebojno pomagali, ostali zdravi in skupaj prebrodili to krizno obdobje. Zdravje, sreča in dobro počutje vseh prebivalcev naše države so ključne prioritete naslednjih 14 dni in vedno.
hvala za vašo pomoč. Skupaj nam bo uspelo. Večkrat sem prebrala ta zapis, ampak zdaj, ko si ga prebral ti, je občutek čisto drugačen. Jaz, ko sem ga delila in tudi ti, ko si ga delil, si spodaj napisal, lahko bi bilo drugače. To se mi je najbolj dotaknilo. Sploh tudi tale zaključek, naslednjih 14 dni in vedno. Sporočilo, ki ga jaz tukaj dobivam, je, tukaj smo za vas, želimo poskrbeti za vse tiste stvari, ki mogoče niso poskrbljene, ki to ne bi bila naloga vlade. Je bil to namen tvojega sporočila? Kako bi ti to opisal? Ta celotna situacija, ki se dogaja zdaj že Nekaj 2 časa, leti. tako. Mogoče moramo kakšnega numerologa vprašati, da bo konec. Da bo konec, ja. Se je tudi mene, tako kot vseh, verjetno dotaknila in zadnje čase sem res zelo veliko razmišljal o tem in predvsem razmišljal sem o tem, kako neprestano poslušamo, kako nam predvsem oblastniki in ljudje na določenih vodstvenih položajih želijo dobro, da jih skrbi za nas. In potem, če pač malo po zdravi pameti pobrskaš, ugotoviš, da njihova dejanja v nobenem primeru ne kažejo na to, da jih skrbi za nas, da nam hočejo dobro, ker večina ukrepov, ki je bila sprejeta v tem času, dejansko negativno vpliva na naše dobro počutje, na naše zdravje in nas dela šibkejše, bolj prestrašene, bolj zgubljene. Tako da Tudi določeni ukrepi, bom rekel, so zelo kontradiktorni. Jaz spomnim, na začetku leta mi je bilo to še smešno, ko sem rekla, ne, letošnje celotno leto bo tako. Ne bomo vedeli 10 minut tako, drug dan tako. Je nek davek na to. Psihološki, Absolutno. čustveni, fizični, da ne veš niti več dobro, kaj smeš, kaj ne smeš, zakaj, kako, stroka eno, stroka drugo. In tukaj bi pač mogli biti tisti odgovorni, postavljeni v položaj in v vlogo nekoga, ki se pozanima točno o dejstvih. mislim, stvari, ki smo jih poslušali, odkar smo majhni, kaj je dobro za nas, kar naenkrat ne veljajo več, kar druge stvari veljajo. Pač vse tako malo prosto po Prešernu in pač namen tega zapisa je bil dejansko samo upozoriti na to, da če se držimo zdrave pameti, pa če si res želimo dobro, bi bili pač naši ukrepi drugačni. Tako da ne bom sodil ali podcenjeval, kaj je namen ljudi, ki dajejo te ukrepe ven, ampak to, da nam želijo dobro, definitivno ni, ker pač čisto vsak zdravnik ve, da je za dober imunski sistem ključno to, da se dobro počutimo, da je naše psihološko zdravje na prvem mestu. In tudi sicer, če govorimo o izrednih razmerah, izjemno všeč mi je stavek, spodbujamo vas, da se čim več smejite in se družite s svojimi najbližjimi. Ja, navodila naših oblasti so bila, sedite pred televizijo in se terorizirajte z negativnimi novicami. Mislim, pač tako, tukaj ni neke zdrave pameti in pač ja, hotel sem upozoriti na to, da se bi dal mogoče drugače in da moramo svojo glavo razmišljati, ko ocenjujemo to, kaj se nam servira na pladnju. No, ko praviš teroriziramo, ne, jaz moram reči, že jaz sem ta zapis prebrala takrat, ko je bil, sem ga delila, drug dan zjutraj vstanem, poln Facebook Jakobovega zapisa. Ja, tudi mene je presenetilo. Brez podpisa sicer, moram reči, na senci. V glavnem, ogromno ljudi te je delilo, ogromno odjek je bil, se pravi, je to sporočilo padlo, bom rekla, na neka plodna tla, se je dotaknilo src. Si bil udeležen pa tudi ti teroriziranja, tako kot se mi zdi, da vsi, ki kakorkoli izrazijo svoje mnenje. V tem času je zelo veliko ljudi, ki, bom rekla, so zelo črno-beli, pa so zelo črni, tako da ne boste verjeli, obdolženi bil tudi tega, da je fašist. Ja, seveda. Tako da, mogoče bi se še tega malo dotaknili. Kakšni so bili občutki potem, ko si pač, ker on je bil sicer na poroki in vse to, kar se je dogajalo, sploh ni vedel, ker ni bil online. In potem zvečer si predstavljam, da najprej tako bum, ko vidiš svoj zapis vse povsod, potem ugotoviš, da nihče ne ve, da je tvoj zapis in potem še kopica napadalnih in sovražnih komentarjev. Na srečo je bilo ful veliko več tistih lepih sigurno, se tudi sam zapis izhaja iz svetlobe. In sem bil vesel, da se je pač toliko ljudi dotaknil, ne vem, to je na tisoče ljudi delili ta zapis. Res je odjeknil po celi Sloveniji, to pravim, zagotovo ste ga videli, zagotovo, mogoče pa ne veste, čigav je. Ja, moj. Ne, pa tukaj ne gre za ego, to bi poudarila. Pomembno je, da vemo, iz kje izvirajo določene besede in določen vzgib. Ker tudi zato, svetloba ker jaz moram prevzeti odgovornost za te besede, ki so napisane. Tako,
Tako saj tudi, zato če je bi bile pomembno. dejansko fašistične, Ja. kar sicer niso. Ampak Mislim, po mojem najbolj fašističen stavek v tem zapisu je ta, da se družite z ljudmi, ki jih imate radi in da se veliko to smejete. je zelo nevarno. Ja, tako da, izjemno, izjemno. ne, razumem. Nekateri so bili mačkeno užaljeni v smislu, ker začnem zapis s tem, da je bilo treba prepovedati Kajenje tobak in pa alkohol, ampak ni sporočilo tega zapisa, da je bilo to dejansko treba prepovedati, ampak je bilo pač ogledalo nastavljeno oblastem, ki ne vem, prepovejo gibanje, stvar, ki pa je dejansko škodljiva, se pa nobene ne dotakne. Tudi jaz sam sem kadil nedolgo tega in vsi kadilci vemo, da ko prižgemo tisto čarobno palčko, da ne delamo nič dobrega zase, tako da nisem nič takega napisal, kar ne Saj v bi bilo bistvu- res ali pa, ker se ljudje ne bi zavedali. Ampak, To se mi zdi, ta zdrava kmečka pamet se počasi izgublja. Ne? Saj vsi vemo, kaj je zdravo, pa kaj je dobro. Ne? Se pravi gibanje, zdrava prehrana, kaj paše v zdravo prehrano, a ne? Da pijemo veliko vode, da pač ne vnašamo nekih substanc takšnih in drugačnih v telo. In zdaj, če definiramo ukrepe kot potrebno je ukrepiti imunski sistem, potrebno je delati stvari dobre za nas, absolutno je potem potrebno tudi izločiti tisto, kar ni. tako, a ne, pač ta In zdaj situacija sploh, se če je govorimo o reševala dihalih ja. in tako naprej, je kajenje Tako. sigurno problematično. To je bilo neko sporočilo, ne, da smo se mogoče lotili reševanja problema na napačnem koncu. Jaz v tem času nisem slišal, da bi s strani oblasti prišla ena kampanja, ki bi ljudi spodbujala k dejansko bolj zdrave. Dobre navade so samo umivanje rok, pa razkuževanje, pa cepljenje. Dobra navada to pa, da ti poskrbiš zase, da se dovolj gibaš, to pa ne paše med dobre navade očitno. Tako da se mi zdi tako žalostno na nek način, zato ker se mislim, da se čisto vsi globoko v sebi zavedamo, kaj bi bilo treba narediti, pa kako bi bilo treba postopati. Pa na koncu pač spet vsak sam odgovoren, kako izbere, tako. kaj Kje naredi. je In tukaj tista tudi ne meja? smemo obsojati. a ne, tako da. Zdaj, jaz bi tukaj še pridala, Jakob resnično veliko ve o teh stvarih, vem, da se vedno znova izobražuješ, tudi jaz, ko rabim kaj o zdravi prehrani vprašati, je potem on moj guru. Tako da dejansko govorimo o nekomu, ki ni samo prebral 2 članka o tem, kaj je zdravo in kaj ni zdravo, ne govori pač, bom rekla, iz zraka, ampak je to nekaj, kar je tvoje poslanstvo, po čemer si dober, tudi sama pot te pelje v zelo zanimive, dobre vode, ampak to te bomo drugič napadli, da ne bo preveč za enkrat. Tako da jaz bom rekla, navdušena sem, spoštujem te za tale zapis. Hvala, da smo ga lahko delili z drugimi tudi takole. Hvala, da si Hvala za zraven dodal. presenečenje, nisem pričakoval tega le danes. Zato pa je bilo v mapi. Naslednjič mislim, da bo rekel, bom kar sam naprintal, da bom vedel, kaj je. Tako, naslednjič sam prinesem vprašanja. Tako da, Jakob, hvala ti za družbo, hvala ti, da si vse to razložil in upam, da bomo tudi vsi skupaj nekako neko lepo popotnico iz tega tvoje objave, iz tvojih besed. Pa mogoče tudi brco verjetne nazadnje. Ja, ampak Včasih rabimo tudi opomnike. opomnike pa največji opomnik je, da dajmo zaupati zdravi pameti, dajmo skrbeti zase, pa dajmo se imeti res radi. Zdaj se mi zdi, da smo vsi tako razdeljeni na ne več samo na 2, ampak že kar na 500 različnih taborov. Zelo. In Ja. to je grozljiv psihološki vpliv na vse nas. Ki ga bo težko. Vaš nazaj sosed bo zavrteti. drugačen, nič hudega, če je drugačen, še zmeraj Tako. mu lahko pomagate in obratno. Tako da. Tako, res je. In tudi ta teden, pravzaprav, naslov numeroskopa je, ali bomo še kdaj normalni. Tako da, dragi moji, seštejte svoj rojstni datum do ene same cifre, da bomo pogledali, kaj vaše število o tem ima za povedati. Formulo bomo dali zdaj tudi takole na zaslon, da si lahko osvežite spomin, kako to izračunati. Verjamem pa, da do sedaj to že veste. Stopamo v teden, v katerem bodo energije še posebej nihale, kar pomeni tudi naše lastne energije. In torej, če zdaj rečemo, a bomo še kdaj normalni, ali se bodo stvari vrnile v neke stare tirnice, kot so nekoč bile, mislim, da nam je zdaj že vsem logično, da se ne bodo. Kakšen človek bomo mi znotraj novih sprememb, znotraj nove realnosti, pa v bistvu izbira vsakega posameznika, v vsakem trenutku, z vsakim odzivom, z vsakim komentarjem, z vsako mislijo. Ne samo tistimi mislimi, ki jih delimo na Facebooku, kot delimo napadi in sovražni govor in negativni komentarji, ampak tudi tisti, ki jih rečemo in povemo sami sebi. Torej, v tem tednu se opazujte, kakšni ste vi do sebe. Ali ste še vedno normalni, da tako rečem. Ali ste morda postali tudi vi do sebe nestrpni. Ali ste tudi vi postali, nekako bomo temu rekli, črno-beli. Zelo veliko je tega, da si ali za ali proti. Ta sivina se nekako izgublja. Ta možnost izbire, možnost pogovora, možnost dialoga, možnost drugačnih možnosti pravzaprav
Torej, ta paleta sivine, ki bi jo lahko pobarvali pravzaprav v nešteto odtenkov barv, se nekako počasi izgublja. In samo mi smo tisti, ki lahko to spremenimo. In poleti ponovadi, ko nas obdaja sonček in ptički pojejo in tako naprej, je to občutno lažje, tudi mi smo bolj polni, bom rekla, radosti, pozitivne energije. Torej, izkoristimo ta čas tudi za to, da se posvetimo sebi, svojemu notranjemu dvogovoru in vsemu tistim delom sebe, ki pa so do nas samih preveč kritični. Potem bomo lažje tudi do drugih bolj potrpežljivi. Zdaj pa poglejmo pregled od 1 do 9. Torej, vsi tisti, ki imate število življenjske poti 1, v tem času se bodo obetali novi pogledi na svet. Drugačni pogledi na svet. Ne biti prehitri v odločanju, ne prehitro impulzivno izbirati stvari, ampak dajte malo razmisliti. Dajte razmisliti in dajte stvari pogledati z druge plati zgodbe. Torej, poglejte na drugo stran medalje. Tudi, če se z njo ne strinjate, jaz verjamem, da boste našli neko sporočilo v temu. Število življenjske poti 2. Pred vami je čas, ko bi vam lahko nekdo nekaj svetoval, z vami podelil, po vsej verjetnosti pa vas bo pri tem zelo presenetil. Ali pa vas bo presenetil vaš lastni odziv na to. Torej, v tem času bodite pozorni na vse, kar je nasprotno od tega, kar bi pričakovali, kar je obratno od tega, kar vi menite, da je, ali vi menite, da ste. Torej, lahko, da boste pozitivno ali pa negativno presenečeni. Veste, to ni nujno, da vas hoče nekdo malo na limance ujeti. Torej, vse, kar je obratno, nasprotno, drugačno, bodite na to pozorni in na sporočilo, ki vam prinaša o vas. Število življenjske poti 3. Pred vami je čas, v katerem bo vaša domišljija delovala veliko bolj intenzivno kot sicer. Torej, poslušajte tiste ideje, ki prinašajo napredek. Tiste ideje, ki vam podarjajo malo več samostojnosti, malo več neodvisnosti, predvsem pa pričnite razmišljati na drugačen način kot prej. Ste bitje kreativnosti, ste bitje inovativnosti, imate bujno domišljijo in ta bujna domišljija lahko zdirka tako v pozitivno kot v negativno smer. V tem tednu je pomembno, da ohranjate svoj fokus. Torej, tiste vrednote, tiste načela, tiste prioritete, ki so vam pomembne, morda v tem času ne bodo ravno v ospredju, je pa prav, da ne izgubijo veljave. Je pa prav, da ne izgubijo svoje lastne pomembnosti. Število življenjske poti 4. Lahko bi se oglasila trma, lahko bi se oglasila potreba po potrditvi, po temu, da boste dobili štempelj in da bo nekdo rekel, tako je in tako bo. In s tem pravzaprav izgubljate vašo svobodo odločitve, vašo svobodo izbire. Torej, kako bi ravnali, če bi bilo vse možno in če bi se počutili strašno postalovski in bi si želeli stvari spremeniti, bi si želeli stvari postaviti drugače, zapeljati drugače? Kako bi bilo, če bi bili vi tisti pustolovec? Predrzno, ne? Število življenjske poti 5. Pred vami je čas, v katerem se boste dobro počutili, kajti ta dinamična energija vam prija, vas polni, vam daje zagon, vam daje občutek, da je vse možno. In veste kaj? Res je vse možno. Kaj od tega, kar je možno, pa vi izbirate, kaj boste izbrali? Torej, to sem se tako dobro sama sebi ponovila. Če pridemo v restauracijo in dobimo v roke meni, vse, kar je na tem meniju, je možno naročiti. Vse to je možno pojesti, ampak mislila bi si, da naročite samo eno glavno jed in ne 5 in se odločite samo za eno kosilo, ne 6. Torej, v tem času bo veliko možnosti in priložnosti, vi pa ste tisti, ki izbirate, koliko, česa in kdaj boste imeli v svojem življenju. Število življenjske poti 6. V tem času bi lahko bila čustva nekoliko bolj močna, lahko bi se oglasila tudi čustva negotovosti, prej sem rekla, naslov numeroskopa za ta teden je, ali bomo še kdaj normalni. Za vami je kar nekaj intenzivnih čustvenih let, še pred karmičnimi leti ste stopili v tak prav poseben proces ljubezni do sebe in verjamem, da do zdaj že vemo, da se ne bo nikoli v resnici končal. Vi, drage moje šestke, se učite ljubiti sebe. Torej, ko vam življenje postreže z veliko možnostmi, priložnostmi in z občutki, ok, tukaj pa res nekaj ne štima, se dajte vprašati, zakaj ne štima in po čigavih merilih ne štima. Po vaših ali po nekih predsodkih, po nekih kriterijih, po nekih pričakovanjih drugih. Torej, koga osrečujete s svojimi izbirami? Sebe ali druge?
Število življenjske poti 7. Pred vami je čas, v katerem boste gledali sami na sebe na drugačen način. Pred vami je čas, ko bo vaša podzavest nekoliko bolj aktivna. In pred vami je čas, ko bi se lahko pojavile določene misli iz preteklosti. Torej, če bi imeli občutek, da ste nekaj izgubili ali še huje, zamudili, se dajte spomniti, da v resnici v življenju to, kar nam je namenjeno, ne moremo spustiti z rok. To, kar nam je namenjeno, ne bomo izgubili, ne bomo falili, da po domače rečemo. Torej, poiščite nek občutek varnosti v tem, da morda samo ni bil pravi čas, morda na drugi strani druge osebe še niso bile dovolj zrele, morda se rabite više nečesa naučiti. Velikokrat ne, ki nam ga da življenje, ni ne, ni nikoli, ampak pravzaprav pomeni ne še. Kaj je tisto, za kar bi si še posebej želeli, da gre preprosto samo za ne še? In število življenjske poti 8. Pred vami je čas, ko bi lahko bili zelo zahtevni sami do sebe, od sveta, od življenja, s čimer ni nič narobe, dokler tudi odprete svoje sposobnosti sprejemanja. Torej, ni dovolj samo vedeti, kaj vse lahko izvedemo, ni dovolj samo vedeti, kaj vse lahko organizirate, izpeljete, dosežete, kajti ste zelo ciljno usmerjeni v tem času. Pomembno se je tudi odpreti pomoči in podpori v vaši bližini. To pa je za vas manjši izziv v tem času. Torej, kako vi dopuščate okolici, da vam pomaga in do kam. Kaj zdaj to pomeni? Ker vam nekdo pomaga, mora biti tako, kot si ta oseba to želi. Velikokrat smo pač taki. Torej, v tem času predvsem se vprašajte, kaj je tisto, česa si vi želite in na kakšen način si želite te stvari pridobiti. In še število življenjske poti 9. Tudi pred vami je malo bolj čustven teden, v katerem bi lahko bil občutek, da nikoli več ne bo bolje. Ne samo, da zdaj nismo normalni, ampak da tudi nikoli več ne bomo. Ne obupati, če se to zgodi. Ta čustva grejo lahko seveda tako v en kot v drug ekstrem, se pravi, lahko bi bili pa tudi zelo optimistični in bi verjeli, da bo šlo vse v redu, da bo, kot bi mignil svet, se vrnil nazaj v prvotno stanje ali neka situacija iz preteklosti. Predvsem septembra vas moramo opozoriti, bo ta energija števila 9 na vas vplivala na način, da bi si želeli stvari iz preteklosti nazaj. Ni vse iz preteklosti, bom rekla, adekvatno za obdobje, v katerem smo sedaj, torej usmerjajte se naprej v prihodnost. Torej, to je bil pregled od 1 do 9 po številu življenjske poti. Na splošno pa smo v tednu, ki nas bo nekako skušal predramiti. Bliža se september. September bo zelo čustveno intenziven mesec. Če mislite, da so se stvari zaostrovale, če mislite, da so bile stvari negotove do sedaj, ne. Pravzaprav te najbolj intenzivne energije se šele sedaj prebujajo. Če pogledamo, kaj vse se dogaja po svetu, kakšni vsi preobrati se dogajajo, kakšne žalostne stvari se dogajajo, pa ne bi se zdaj spuščalo v politiko in tako naprej, ampak dejansko stanje, če ga pogledamo na našem planetu, ni rožnato. Če pogledamo stanje same narave, vse več je zaradi podnebnih sprememb, neurja tudi pri nas vse bolj in vse večkrat in vse večja toča tolče po predelkih, po avtomobilih, po imetju in tako naprej. Podobno je tudi v svetu, vse več je viharjev. V Nemčiji imajo tornade, ki jih niso imeli nikoli, pa se z njimi soočajo že kar nekaj let. Torej so neke posledice, so neka nihanja, je neka negotovost, je neka dinamika, je nek občutek, da je dovolj. Pa naj gre za naravo, oziroma za mati zemljo, ki je tudi živo bitje, ali za ljudi, ki so zatirani, ali za kakršnokoli situacijo, kjer je nekako ukalupljeno, ujeto, zatirano, karkoli že. Z eno besedo pa bi temu lahko rekli življenje. Torej, ali bomo še kdaj normalni? Vprašanje, kaj zdaj ta beseda normalni pomeni, kajti ravno s tem, da smo bili normalni, smo stvari pripeljali do te točke, v kateri smo, kot tudi že Združeni narodi opozarjajo, da samo preživetje na zemlji je ogroženo zaradi podnebnih sprememb in tako naprej. Torej, ali bomo še kdaj normalni? Jaz upam, da se bomo iz vsega tega, kar se dogaja v zadnjih 2-3 letih in tudi še prej, naučili, kaj pravzaprav biti normalen pomeni, kajti jaz mislim, da smo vsi normalni. Ne glede na to, da smo si med seboj različni. To je bistvo, to je sporočilo teh sprememb, teh nihanj, teh, bom rekla, rukarjev, ekstremov. Različni smo si, drugačni smo si, nasprotujoči smo si in vendarle na nek način vsak za sebe normalni. Vsak človek je prepričan, da dela prav. Je prepričan, da je to, kar je, pravilno, dobro, zdravo. Katerikoli pridevnik, ki ga bomo dodali, bo pozitiven.
Vse, ko si kdaj pobiksamo, pa vsi kdaj, ne vem, preplankamo domačo nalogo. Se pravi, so neka dejanja, drobna dejanja v sklopu mozaika našega življenja, ki morda niso najbolj pravilna, korektna, poštena in tako naprej. Ampak načeloma kot skupek sebe, pa vsak za sebe verjetno meni, da dela prav. Da je skupnost, v kateri je tista skupnost, ki ima prav. In ti stereotipi se nekako rušijo letos. Rušijo se prepričanja, da je nekdo boljši kot drug. Rušijo se prepričanja, da ima nekdo bolj prav kot drug. Rušijo se prepričanja, da je sploh potreba po temu, da ima nekdo prav. Kajti pogovor je izmenjava mnenj. In še vsak odnos je izmenjava energij. Energije so včasih super pozitivne, radostne, polne sončka, polne ljubezni, polne svetlobe, polne navihanosti, polne strasti. In včasih ne. In oboje je del življenja. Vsi smo kdaj zaspani, pa poklapani, pa otožni, pa vsi kdaj obujamo spomine in vsi kdaj z razburjenim zremo v prihodnosti, da črtujemo in se je veselimo. To pač je življenje. Vsi ekstremi so življenje, vsi odtenki so življenje in izločati eno barvo samo zato, ker nam nekoč ni bila okej, je škoda. Če ste morda, kaj pa vem, jedli enkrat solato, po kateri vam je bilo slabo, vam je bilo morda slabo, ker je bilo vroče ali zaradi česa drugega. Morda sploh ni bila kriva solata. Ampak če zdaj do konca življenja ne boste nikoli več se dotaknili solate, kaj ni škoda? Kaj ni škoda? Ne dati še ene priložnosti. In to je energija, v katero stopamo septembra. Namen obujanja spominov, obujanja preteklosti, prebujanja nekih energij iz preteklosti je pravzaprav, da se spomnimo, da imamo vedno možnost dati še eno priložnost. Morda ne z isto osebo, morda ne na isti način, morda ne z isto hrano, ampak vedno imamo možnost dati še eno priložnost tudi sebi. Ker verjamem, da marsikatera vrata, marsikatero razmišljanje, prepričanje, cilj smo nekako zakopali ali pa nad njim obupali. Da ne govorimo o otroških sanjah, da ne govorimo o tem, kar smo kot otrok dojemali kot nemogoče. In jaz rada ponovim, ko sem jaz odraščala, je bil let v Ameriko, taka eksotika. Danes? No, danes je tudi mogoče malo bolj zakomplicirano, kot je bilo 3 leta nazaj, ampak se veste, kaj hočem povedati. Sama tehnologija, samo življenje, vse je tako zelo napredovalo, da marsikaj, kar je bilo še 10 let nazaj popolnoma nedosegljivo ali težko izvedljivo, je zdaj easy kot pasel, kot bi rekli. Torej, septembra se dajte osredotočiti na to, kje želite še enkrat odpreti vrata, čemu želite še enkrat ponuditi priložnost, predvsem pa ne odpirajte vrata stiskam, strahu, negativnim občutkom, strahu, da se bodo ponovile slabe stvari. Več o tem v naslednji oddaji, torej že takoj naslednji ponedeljek, ko imam še eno razburljivo novico za vas. Za sedaj pa bom rekla hvala lepa za vašo družbo. Še enkrat se bom zahvalila tudi Jakobu za njegovo družbo in za njegov zapis. Upam, da nas bo vse skupaj spodbudil, da bomo tudi sami morda malo drugače ravnali in bili bolj strpni do svojih najdražjih in do sebe. Če bi radi prebrali celoten numeroskop za tale teden, če bi radi prebrali malo več o numerologiji, o osebnostni rasti, na moji spletni strani je veliko tudi brezplačnih delavnic, pa kot vedno vabljeni www.lili-sorum.com. Če imate vprašanja, torej da bo naslednjič v oddaji resnično imel Jakob veliko dela, pa tudi kar pogumno pišite, lili-sorum.com, pa se vam posvetimo. Dragi moji, želim vam prečudovit začetek tedna, imejte se radi in delajte dobro zase. Pa, pa!